Lepo pozdravljeni. V Sevnici so konec tedna potrdili prva 2 primera okužbe z novim koronavirusom. Ob tem občane še enkrat pozivajo, da se držijo vseh pravil, ki so predpisana pri obvladovanju okužbe strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. V nadaljevanju poglejmo izjavo direktorice Zdravstvenega doma Sevnica. Okužena sta doma, so vsi njihovi socialni stiki, torej družinski in socialni stiki, so pod epidemiološkim nadzorom in so v osamitvi. V Zdravstvenem domu Sevnica med zdravstvenimi delavci ni potrjenih okužb, ravno tako nimajo potrjenih okužb v 3 socialno-varstvenih zavodih v občini. Domu upokojencev in oskrbovancev Impolca s 350 oskrbovanci, Domu upokojencev Sevnica s 120 oskrbovanci in v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu z 250 oskrbovanci. Zdravstveni dom Sevnica je skupaj z občino, županom in štabom civilne zaščite pripravil informativni letak, ki ga bo po pošti prejelo vsako gospodinjstvo v občini. Med zdravstvenimi delavci sporočam, da ni potrjenih okužb. Ravno tako nimamo potrjene okužbe v 3 naših občinskih žariščih, kjer so lahko hude posledice na zdravju z najhujšimi posledicami, torej v socialno-varstvenih zavodih. In sicer v domu upokojencev Impolca je 350 oskrbovancev in zaenkrat nimamo potrditve okužbe. V domu upokojencev Sevnica imamo 120 oskrbovancev, tudi tu še ni. In v Trubarjevem domu Loka pri Zidanem mostu je 250 oskrbovancev. V ponedeljek se je zaprla zdravstvena postaja Krmelj. In vse delovišča se preselijo v center Zdravstvenega doma Sevnica, tudi na lokacijo Zdravstvenega doma Sevnica v samem centru. Kot je še povedala Tomšičeva, svojimi sodelavci vlagajo vse moči v to, da občanom zagotovijo varno zdravstveno oskrbo. Vstop v sam objekt je ob odsotnosti znakov infekcijskega obolenja mogoč skozi epidemiološko triažo na glavnem vhodu. Enota nujne medicinske pomoči vas čaka na številki 112 in dela po nespremenjenem urniku. V Zdravstvenem domu Sevnica so vzpostavili vstopno ambulanto za odrasle in pediatrično ambulanto za osebe s sumom na novo koronavirusno bolezen. Pripominjam tudi to, da smo naredili velike tehnične posege in v pritličnih prostorih Zdravstvenega doma Sevnica smo preuredili prostore za odrasle posebej z veliko čakalnico in za otroke 2 prostora pregledovane posebej. Tako da, ko zbolimo, bomo bili pregledani ne pod šotorom, ne pod kontejnerjem, ampak v sami stavbi. Ambulante izbranega osebnega zdravnika družinske medicine se organizirajo v 2 ambulanti, ki delujeta čez teden od 7 do 19 ure. V navedenih ambulantah 2 delujejo zdravniki družinske medicine in pa zdravstvena nega in obravnavajo tiste paciente, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja. Naprimer, obravnava kroničnih bolnikov, ki potrebujejo pregled, obravnava naprimer raznih prevezov, raznih medicinsko-tehničnih posegov, odstranitev šivov in tako naprej. Pacienti, ki potrebujejo administrativno storitev, torej predpis recepta, napotnice in podobno, naj pokličejo po telefonu. Otroško-šolski dispanzer poteka od ponedeljka do petka, od 7 do 15 ure. Tukaj se opravljajo pregledi otrok, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja. In pa preventivni pregledi predšolskih otrok do vključno 12. meseca. Ti pregledi pa se izvajajo izključno ob predhodno dogovorjenih terminih. Naprošamo vas, če je le možno, kontaktirajte naše pediatrične ambulante preko e-pošte.
Iz Sevnice v Brežice. V tamkajšnji splošni bolnišnici se pripravljajo na morebitno povečanje okužb z novim koronavirusom. V ta namen so preuredili del internega oddelka. Kot pravi direktorica splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, dnevno spremljajo razvoj dogodkov in prilagajajo organizacijo dela glede na stanje v Sloveniji in predvsem glede na stanje v Posavju. Trenutno nimamo okuženih oseb, razen ene, ki je bila ugotovljena že prejšnji teden. Kljub temu pa smo pripravili en oddelek na internem oddelku, torej interno 2, kjer bomo lahko sprejemali paciente s sumom na okužbo oziroma okužene z koronavirusom. Vsemu temu primerno pa seveda sledi tudi organizacija dela na ostalih oddelkih bolnišnice. V brežiški bolnišnici imajo zaščitne opreme dovolj le za sproti, pove Hribarjeva. Računamo pa, da bomo preko države pridobili nekaj več te zaščitne varovalne opreme za naše zaposlene. Na vprašanje, kako kaže zdravniki, ki dnevno prihajajo s hrvaške strani državne meje, pravi, da z njihovim prehajanjem meje zaenkrat ni težav. V primeru zaostritve razmer pa bodo ustrezno namestitev zanje zagotovili v Brežicah in okolici. Zaprosili smo sicer državo, da sprejme z sosedi nek meddržavni sporazum o tem, da bi zdravstveni delavci lahko nemoteno prehajali čez mejo ob upoštevanju seveda vseh varnostnih mehanizmov. Vkolikor pa bi se tu pojavil problem, pa smo dogovorjeni zdravniki, da bodo daljši čas bivali v Brežicah ali znotraj bolnišnice ali pa preko nekih namestitev zunaj v sodelovanju z občino Brežice. Imamo tudi to zagotovljeno, tako da bi lahko tudi ti zdravniki iz Hrvaške nemoteno opravljali delo v naši bolnišnici. V splošni bolnišnici Brežice so, kot v drugih zdravstvenih ustanovah, v zadnjih tednih spremenili organizacijo dela. Velika sprememba je v tem, da ne izvajamo specialističnih ambulant, da ne opravljamo naročenih operacij, kar pomeni, da seveda določenega števila zaposlenih uslužbencev trenutno ne razporejamo na delo in bodo pa pomembni v primeru kakršnihkoli sprejemanja okuženih pacientov, ko bomo spet morali reorganizirati delo na drugačen način. Župan občine Krško Miran Stanko in direktorica zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič-Pavlič sta v četrtek še enkrat vse občane pozvala k upoštevanju navodil in k izvajanju ukrepov. V zdravstvenem domu Krško potekajo vse dejavnosti, ostale lokacije so zaradi varnosti zaposlenih in prebivalstva zaprti. Na enotnem vhodu so vzpostavili triažo, okrepili so službo za informacije v sprejemni pisarni. Trenutno imamo aktivno akutno ambulanto za odrasle, ki deluje od 7 do 19 ure, ambulanto za administrativno svetovalno in pa za preveze ran, ki deluje vsak dan od 7 do 14 ure, eno pediatrično, akutno svetovalno ambulanto, ki telefonsko svetuje, in pa eno zobozdravstveno akutno telefonsko svetovalnico, ki dejansko sprejema klice pacientov in jih usmerja v zobozdravstveno ambulanto, ki je namenjena za nujno medicinsko pomoč v zobozdravstvu. Ta je trenutno locirana v zdravstvenem domu Novo mesto. Vse informacije, kontakte najdete na naši spletni strani. Patronažna služba in nujna medicinska pomoč delujeta po ustaljenem urniku. Imamo pa organizirano nenujne reševalne prevoze za primere prevozov pacientov, ki so okuženi z COVID-19, koordinira pa te prevoze dispečerski center Maribor. Vsi zaposleni, vključno s koncesionarji, izvajajo tudi druge naloge. Trenutno zagotavljamo skupaj z našimi zdravniki in koncesionarji oskrbo v prej vstopni točki za odvzem brisov v Brežicah, sedaj se je ta preimenovala v akutno ambulanto oziroma v ambulanto za COVID, ki je namenjena odraslim osebam. Danes smo se uspeli dogovoriti z zdravstvenim domom Brežice, da bomo skupaj organizirali za občane Krškega in pa Brežic enotno ambulanto COVID za otroke in mladostnike iz tega področja, in sicer jo bomo zagotavljali tako s pediatri in pa sestrami iz zdravstvenega doma, koncesionarjem, in pa tudi s pediatri iz zdravstvenega doma Brežice.
Ta ambulanta za otroke in mladostnike bo locirana v zdravstvenem domu Brežice in bo delovala vsak dan od 7 do 19 ure. Kot je poudaril krški župan, občina sodeluje in je v stalnem kontaktu z vsemi pristojnimi institucijami tako na ravni države kot v lokalnem okolju. S ciljem omejitve širjenja novega virusa so sprejeli nekaj ukrepov. Najprej bi mogoče naslovil za tiste občane v stiski. Odprli smo 2 telefonske številke, in sicer ena 070 585 803, to je pri Centru za socialno delo, in pa pri Rdečem križu 041 730 192. Na teh 2 telefonskih številkah lahko ljudje dobijo različne informacije, predvsem pa bolj pomoč, če so slučajno zaradi teh dogajanj v stiski. Občina je v sodelovanju z osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško organizirala tudi pripravo hrane v šolski kuhinji, kjer bi lahko zagotovili tudi več kot 1000 toplih obrokov dnevno, če bo to potrebno. Kar se tiče zaščitne opreme, lahko rečem, da Krško deli usodo z ostalo Slovenijo, namreč zaščitne opreme akutno primanjkuje. Nekaj malega opreme smo uspeli zagotoviti iz štaba civilne zaščite, območnega štaba civilne zaščite, vendar večjih količin pa ni, in še ta oprema, ki je na voljo samo tistim, ki so neposredno vezani na zaščito in reševanje, predvsem zdravstvu, pa tudi ostalim službam, ki so kakorkoli na tem področju aktivne. Seveda pričakujemo, da bo ta oprema prišla v naslednjih dneh, tako kot obljublja vlada, Ministrstvo za obrambo. V tem primeru bomo seveda tudi upoštevali prioriteto delitve, to pomeni najprej zdravstvo, potem pa javne službe in vsi ostali. Kot je povedal župan, obveščajo vse starše, ki delajo v kritični infrastrukturi ali opravljajo službo v intervencijskih enotah, pa nimajo varstva za svoje otroke, da jim pri tem lahko pomagajo prostovoljci. Lahko rečem, da smo uspeli pridobiti cirka 50 prostovoljcev, in sicer so to v glavnem delavci vzgojno-varstvenih inštitucij, ki so pripravljeni nuditi varstvo v manjših skupinah oziroma posameznikom. Tudi zato, interes za to je odprta številka, in sicer 070 585 803, to je ista številka, kot sem že prej omenil, se pravi pri Centru za socialno delo, tam se prijavijo in potem lahko tudi to organiziramo. Še enkrat je pozval občane, da se držijo navodil in ne hodijo na igrišča. Namreč vsa igrišča, otroška igrišča so označena primerno, tako da je jasno vidno, da je prepovedana uporaba teh igral, vendar pa ni odveč, če to še enkrat omenimo in povemo. V zadnjih dneh, v zadnjem tednu kar precej pritiska na trgovine, bi priporočil, da se ustrezno organizirate in ne po nepotrebno ne obremenjujete trgovine, trgovcev, se pravi delavcev v trgovinah, ki tudi sedaj mogoče nosijo še večji del bremena okrog same oskrbe prebivalstva s osnovnimi živili. Še mogoče ena številka, ki smo jo odprli, in sicer je to številka za splošne informacije, tako da te pa lahko dobijo na številki 49 81 329, in sicer je to občinski štab za civilno zaščito. Lahko pa pošljejo vprašanje tudi na mail, in sicer je mail oscz.krsko@krsko.si. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. V nedeljo zjutraj ob 6:24 smo v Sloveniji in na Hrvaškem čutili potres. Njegov epicenter je bil 7 km severneje od Zagreba. Sledilo mu je več popotresnih sunkov, najmočnejši dobre pol ure pozneje. Potres je poleg na Hrvaškem preplah povzročil tudi v brežiški in krški občini. Na občini Krško do tega trenutka še niso zabeležili nobene prijave škode. Iz Nuklearne elektrarne Krško pa so sporočili, da je pregled sistemov in opreme potrdil, da potres ni vplival na elektrarno. Elektrarna še naprej obratuje zanesljivo in varno na polni moči. Sicer so nedeljski potres v bližini Zagreba na Hrvaškem zaznali tudi njihovi merilni instrumenti. Nemoteno so delovale tudi hidroelektrarne. Od 19. marca v zdravstvenem domu Brežice v skladu z navodili razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo poteka izvajanje dela nujne sistematike za otroke do 12. meseca starosti s cepljenji. Nujno sistematiko bodo izvajale ambulante po razporedu, ki bo tedensko objavljen na spletnih straneh zdravstvenega doma Brežice. Tržnica Videm je do nadaljnjega zaprta, odpadejo sejmi.
Center za podjetništvo in turizem Krško je objavil seznam ponudnikov oziroma kmetij. Z lokalnimi kmetijami, ki običajno nudijo svoje izdelke tudi na tržnici Videm, so se dogovorili, da lahko njihove izdelke kupite tudi pri njih doma oziroma po dogovoru na lokaciji prevzema. Ponudnika predhodno pokličete po telefonu in naročite želeno. Tudi občina Sevnica je vzpostavila kontakt z lokalnimi dobavitelji in po dogovoru z njimi vzpostavila kontaktno mrežo lokalnih ponudnikov, ki jih občani lahko kontaktirajo za nakup lokalnih živil. Način plačila in prevzema po dogovoru določita prodajalec in kupec, vendar občina Sevnica opozarja, da je potrebno striktno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina bo na svoji spletni strani ter na svojem Facebook profilu objavila seznam ponudnikov, hkrati pa vabi tudi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in še niso na seznamu, da občino Sevnica kontaktirajo na telefonsko številko 041 600 017. Dogovoru z lokalnimi ponudniki iz Krške in Sevniške občine so sledili tudi v Brežiški občini. Kaj novi časi prinašajo obrtnikom in podjetnikom? Direktorica območno-obrtne podjetniške zbornice Krško Janja Starc pravi, da bo imel vpliv koronavirusa posledice tudi v Posavju, saj je odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je stopil v veljavo s 16. marcem, prinesel korenite spremembe v vsakodnevno delovanje številnih obrtnikov in podjetnikov. Ta odlok je prinesel za sabo to, da so se zaprli gostinski lokali, frizerski, kozmetični saloni. Skratka, vse storitvene dejavnosti se po odloku ne smejo opravljati za izjemo tistih, ki zagotavljajo neko nujne zadeve, tako da tudi v Posavju se je življenje, kar se tiče podjetništva, obrtništva, ustavilo. Pri nas na območni obrtni podjetniški zbornici Krško vsak dan sprejemamo telefone, neprestano zvoni telefon. Naši člani, obrtniki in tudi nečlani se na nas obračajo z različnimi vprašanji, iščejo informacije, kaj storiti. Velikokrat pa so to tudi klici, v katerih nam postavijo vprašanje, kako sploh preživeti. Mnogi svojo dejavnostjo preživljajo družino in zaprtje njihovih obratovalnic pomeni, da nimajo od kje dobiti denarja, ki jim je omogočal preživetje. Vzemimo na primer samozaposlene, po možnosti še samohranilce, ki jim je dejavnost omogočala plačevanje prispevkov, odplačevanje kreditov in bolj skromno življenje njihovih družin. Sedaj pa teh prihodkov ni, imajo pa obveznosti do države. Prispevke bodo morali ne glede na to, da so v sredo z interventnim zakonom zamaknili plačilo teh prispevkov, vseeno plačati. In zato je tu na mesto vprašanje, od kje. Če ne morejo delati, kje bojo dobili denar za plačilo vseh obveznosti, ki jih imamo vsi, predvsem pa obrtniki, podjetniki do države. Mnogi nas sprašujejo tudi, kako delavce dati na čakanje, kakšen je postopek. Veliko jih razmišlja tudi o zaprtju svojih obratovalnic, vendar tu nastane problem, če imajo zaposlene, ker so tu odpravnine. In vemo, da če imaš na primer 10 zaposlenih delavcev, ki so pri tebi že morda 10 ali več let, to za sabo potegne številke, ki se vrtijo v krepkih tisočih. Tu je še potem 30-dnevni odpovedni rok in ne vem, kaj bi rekla, kaj bi še komentirala. Vlada in parlament na drugi strani, oba dva vsak glede na svoje pristojnosti sta situacijo, ki smo ji priča, vzela zelo resno. Vlada je po svoji pristojnosti omejila določene socialne stike, določena gibanja ljudi, na ta način omejila naš način življenja, kot smo ga bili vajeni doslej, ampak vse seveda v skrbi za naše skupno zdravje. Parlament na drugi strani pa je sprejel določene zakone, kar 5 zakonov, kar je pravzaprav zelo veliko, glede na to, da so bili spisani v rekordnem času, ki bi ublažili posledice, ki jih ima ta epidemija na gospodarstvo in na druge segmente družbe.
Kar je potrebno opozoriti je to, da glede na to, da je bila tudi v zvezi pri sprejemanju teh zakonov kar burna debata v parlamentu, da gre za v bistvu interventne zakone, ki začasno blažijo posledice epidemije. Dejstvo je namreč, da namerava vlada v prihodnosti sprejeti in Državnem zboru predlagati v sprejem še en zakon, ki bo krovni, ki bo reševal posledice epidemije, kot bodo znane čez mesec, dni ali 2 meseca, ko bo epidemije konec. V tem času pa je predlagala tiste neke najbolj nujne začasne ukrepe, ki so potrebni, da gospodarstvo in da ostali segmenti družbe delujejo kolikor toliko normalno in kolikor toliko predvidljivo. Namreč, sprejeti na primer ukrep delnega nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo ali pa povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene. Zdaj, v zvezi s tem ukrepom se je seveda odvila debata, ali je ustrezen ali ne, ampak dejstvo je, da vseh okoliščin, kako ta epidemija vpliva na gospodarstvo, kakšne bodo te posledice, ki se bodo izkazale, še da te okoliščine niso znani vsi učinki epidemije. In ko bodo znani učinki, bo lahko vlada pripravila takrat za nazaj ukrepe, ki bodo, verjamem, da bistveno bolj zadovoljili vse, ki bodo z samo epidemijo prizadeti. Se pravi, bilo je sprejeto ta možnost delnega povračila nadomestila plače, s tem se je želelo zajeziti poviševanje brezposelnosti. Ključnega pomena je, da ljudje obdržijo službe in tudi plače, ne glede na to, da se je gospodarstvo znašlo v nezavidljivem položaju, v upanju, da bo situacija čim prej boljša in da bo lahko vse družbe in gospodarski subjekti poslovali normalno naprej. Nadalje pa so bili sprejeti še razni drugi ukrepi, naprimer odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb, potem lažji pogoji za spremembo prehodne akontacije, lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti in podobno. Mi kot zbornica smo vztrajali in še naprej vztrajamo pri številnih zahtevah, ker nismo zadovoljni s tem, da so jim, kot sem že omenila, priložili samo plačilo prispevkov in bomo vztrajali, da se najde drugačna rešitev, kar smo tudi s konkretnimi predlogi prejšnji in ta teden pozivali pristojna ministrstva, kot je ta, da se breme bolniških nadomestil zaradi virusa gre v breme države že od prvega dne. Sedaj morajo plačati 30 delovnih dni, gre v breme delodajalca. Nezmožnosti opravljanja dela, čakanje na delo naj bo urejeno tudi za samozaposlene. Postopek odreditve čakanja na delo je preveč administrativno obremenjujoč za posamezne obrtnike in bi bilo potrebno zmanjšati ta obseg, kar je treba sedaj dokazati, zakaj si se odločil za ta ukrep, tako da teh administrativnih prilog, ki jih je potrebno priložiti k temu obvestilu, ki se da delavcem, je preveč. In to ni v redu, če so izredne razmere, naj bo potem tudi tu vključeno, tako da to je eden izmed in še številne druge predloge jih podajamo sproti vsak dan na ministrstva. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vse aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom so na sporedu v informativnem bloku Korona Info, ki je na ogled vsak dan ob 18. uri in na našem spletnem portalu eposavje.com. Hvala za pozornost in ostanite zdravi.